Vse svoji večletni karieri v državnem zboru lahko rečem, da je to en prvih nezaslišanih primerov, kako pravzaprav samooklicani davčni svetovalec našega predsednika vlade nima pravzaprav nobenega odnosa do zakonodajne veje oblasti, do organa parlamentarne preiskave, še več, norčeval se je in dal je v bistvu sporočilo, kaj mi pa morate, lahko delam, kar hočem. Tukaj pogrešam predvsem nalogo predsednika preiskovalne komisije, ki bi moral takšno početje zaustaviti. Nenazadnje ni žalil samo člane preiskovalne komisije, ampak tudi obstoječe poslance v državnem zboru z v bistvu svojim oblačilom, kjer je zaradi izgube sodnega procesa in kjer mora seveda plačati kazen, se je takole norčeval iz vsega. Dejstvo pa je, da z početjem na sami preiskovalni komisiji, način, kako je odgovarjal, je dal pomenljivo sporočilo preiskovalni komisiji. Je zanikal na kakšen odgovor? Ni pa odgovoril. Za komisijo je to dovolj.